Pozdravljena zdaj na mojem kanalu. Se spomnite, lani maja je bil prvi VBO Star Fight. Franko Bajc proti Pero Martiću. Tudi jaz sem bil tam, res nora zadeva, ampak VBO je imel boljšo idejo. Kaj če mi naredimo VBO Star dvojkico z večjimi influencerji, z večjimi tiktokerji, youtuberji, gamerji, bla bla bla. In tudi to so naredili. Vsaj tako je izgledalo. In dogajte kaj, tudi jaz sem bil povabljen, našli pa so mi borca, ga poznate? Juščop, ja, on bi bil moj nasprotnik. Tako, gledajte, jaz sem Juškota vzel resno, vem, da mi nekaj fejs ne more narediti, ampak vseeno sem šel v polno pripravo, začel sem s treningi, zrihtal sem si najboljšega trenera, kaj ga lahko dobim, in to je Goran Mlakar, on me je treniral in me je dejansko kar daleč spravil. Bil sem samozavesten, v kratkem času me je kar dosti naučil, mislim, da mi je šlo kar ok, še enkrat. Nisem profesionalni boksar, nikoli po vsej verjetnosti ne bom. Imam še veliko napak, ki jih moram popraviti, ampak za tako malo treninga, ko sem imel, mislim, da sem kar soliden, imam tudi par videov, ki jih zdaj tukaj predvajam, ampak seveda še enkrat povem, nisem najboljši, ne? In jaz sem se polno pripravljal, tako kot se je Juščop, malo se je začel pozno, ampak vseeno se je začel pripravljati in je začel trenirati. Ampak z Jušom nismo bila sama, borili se bi tudi oba dva brata Čeglaj, Laura Hajdi, Anže Jean-Luca in pa gamer Wolfpack. Vsi so začeli polno trenirati, razen Hajdi po vsej verjetnosti, ker sem jo vprašal na preskonferenci, ko smo imeli v živo preko streama, kaj je jab, pa je bil to njen odgovor. Hajdi, mi lahko samo pokažete, kateri udarec je jab? Samo to, Ja, jab. dober, dej, da ti vse pokažem, ali kva. Ne, samo jab, ne vse. Ne, samo jab. Ajde, jab, samo jab. Samo jab, to je to. Ne rabim nič tebi kaj odbala, veš ti da. Ok. Ne, samo za jab sem prišel, pardon. Seveda je obranil njen mož, pravi ded Anže. Ta sem se kar rajši omaknil, pa da mi ne bo Anže kaj naredil še tam na VBO Star Fightu. Ampak dobro. Ampak no, to še ni bilo vse, da me je tako napadel, ne, in zaščitil svojo ženo. Naslednji dan me je tudi blokiral na Instagramu, zaradi tega enostavnega vprašanja, kaj je jab. Najbolj osnovni udarec pri boksu je jab in ona tega ni vedela, on je bil hudo jezen in me na Instagramu blokiral. Pač ful otroče, ne. Totalno neprofesionalno, ampak nekaj morate vi razumeti. Naprimer, jaz pa Juško, jaz nimam nobenih zamer. Jaz ne sovražim Juškota, jaz nimam nič proti njemu, jaz človeka ne poznam živo. Ampak vseeno, ko ti greš z nekom v borbo, ko ga hočeš tam razbiti, ko mu hočeš vse narediti, kaj je možno, da zmagaš, ko si ne smeš narediti sramote, da zgubiš, mu moraš kaj reči malo, ga moraš malo provocirati, ker to je vse, to spada sem, to spada med boksing. Malo promocije, malo provociranja, s tem se to pol fight proda. Več se kregamo, več kart se bo prodalo. Ampak mislim, da Anže tega ni razumel, on je to vse tako full personal jemal. In se je videlo, da on ni bolj za take zadeve, on je bolj za fuzbal, pa ping-pong, pa te zadeve. Pa nič nimam fuzbaleri proti vam, pač hecam se, tudi jaz sem fuzbal treniral, pa razumeš, pri fuzbalu se vsi tam mečejo, pa simulirajo, ne, samo pač, da povem. V glavnem, vse je bilo na najvišjem nivoju, kaj je možno. Organizacija, Planet TV bi predvajal fight, mislim, to je noro. Tepli se bi v Ljubljani, v hale Tivoli. Mislim, jaz sem že samo hvaležen, da bi lahko stopil tja not, pa bi vsi samo mene gledali, pa za mene navijali, pa najlepša hvala vsem, ki bi tja prišli in ste že kupili karte, in tudi najlepša hvala vsem, ki bi to gledali preko Planet TV ali pa bilo kje drugje. Ampak to je že ono meni taki užitek, pa sem že hvaležen, da lahko grem tja. Mi nismo šli tja, da bi bili mi plačani ali pa da bi mi ne vem kaj bi obljubljeni, nič od tega. Mi smo samo šli tja dejansko prostovoljno, ker smo vedeli, da dobimo res dobro promocijo, pa da nekaj res svetovnega naredimo za vas. Pa zato vam to povem, ker čisto vsi, ko smo bili povabljeni na VBO Star dvojkico, da smo tam borili, smo vedeli, da ne bomo dobili čisto nič plačano, čisto nič, 0, 0, ampak smo tudi vedeli, če imamo vse nekaj malega v glavi, da je to ekstremna šansa za zelo veliko promocijo. In še enkrat, kdaj v življenju sem imel priliko teps pred toliko folka v hale Tivoli? Mislim, da nikoli več. In seveda sem to vzel, ker se mi zdi to res dober boost za mojo kariero, ne? In sigurno ta promocija in ta neka čas, da se lahko jaz tam borim pred vsemi vami, je meni in vsem nam dosti bolj vredno, kot pa neki denar, ki bi ga tam dobili plačanega. In to je bilo čisto vsem jasno, zapomnite si, čisto vsem je to bilo jasno.
preden smo bili tako blizu fajta, ne. Kaj je pol sledilo? Karte so se začele prodajati. Prodajale so se odlično, vse je šlo gladko, promocija je šla odlično iz naše strani. Bili smo, mislim, na 4. mestu najbolj prodajan event na eventim.si. Vse je šlo tako, mora biti, mi pa dobimo, mislim, na prejšnjo nedeljo informacije, da bo fight odpovedan. Samo pogledam, prosim, zaradi koga, zakaj, tudi to vas sigurno najbolj zanima in zakaj ste stisnili na ta video, ne? In vam bom zdaj povedal, kdo je odpovedal fight, kdo se je posral, kdo je največja pička zdaj v Sloveniji, vam bom točno povedal. Ampak da prvo vam pokažem, kaj ste vi imeli na Instagramu, kdo je odpovedal fight. Da vam povem, Juš ni odpovedal, Juš je obdržal obljubo in se bi tepel z mano. Brata Čeglaja imata kar dosti procentov, ne, ona dva sta bila po mojem najbolj zagreta za ta fight, ful sta trenirala, res to ful resno vzela, trening je imela po večkrat na dan, tako da ona dva sigurno ne. Pol imamo Jean-Luca, ni odpovedal, zelo pridno treniral, vsakemu čast, Wolfpack tudi ni odpovedal, on je dalje igrica špilo pa malo zraven treniral, ta tudi vsaka čast njemu, ker ti moraš imeti vseeno neka jajca, da greš noter v ring, da se tepeš pred toliko folka, pa tudi če nismo najboljši, moraš imeti vseeno neka jajca. Pol še nam pa ostane ta Laura, ona ni odpovedala, ona je fucking carica, trenirala na polno, ona bi po mojem meje narezala ko bika, ampak pustimo to. In še imamo Heidi in Anžeta. Kdo mislite, da je bil taki pusi, da je odpovedal fight? Točno to. Anže se je vstrašil in odpovedal fight. Ne samo, da se je vstrašil, vam povem, kaj je bil njegov izgovor pol na koncu? Ja, nič ne dobimo mi plačano, od tega oni bodo ful služili, mi ne dobimo nič plačano. Prosim, oni bodo ful od tega služili. Jaz sem siguren, da oni so lahko srečni, če si bodo sploh pokrili na nulo nazaj, to je prva zadeva, ne? Druga stvar je, kaj bi mi dobili plačano? Mi smo vedeli, ko je bil on tisto sekundo, ko je on bil povabljen, je on vedel, da ne dobi centa, da dobi ekstremno veliko promocijo, da si lahko sponzore on zraven pripelje, pa služi svoj denar. To je največja fora. In on govori, kako on nič ne bo dobo plačano. A ja, upam, pa da se boš ti tega držal, ker si rekel, da mi bo dobil 5000 evrov, če zdržim s tabo eno rundo. In če zdržim s tabo eno to rundo, da me ne nakotiraš, želim osebno 5000 evrov pred celo Slovenijo na dan dogodka, da mi izročiš. Vidite, on bi celo bil edini tu plačan, pa denar na koncu pobral. Vse, kaj je mogel narediti, je preživeti eno rundo brez tega Čeglaj knockouta. Kar mislim, da v to eno rundico bi se pa že lahko skrival, pa bežal po ringu, tak v vsakem primeru bi, pa bi pobral 5000 evrov. Edini bi dobil plačano in bi bil edini na najboljšem od nas. Ampak očitno on se je tako posral, da že od teh 5000 evrov me je bilo vse eno. Ampak seveda Anže je poročen ded, ki se drži svoje besede. Ali? Še enkrat povem javno, da sem sprejel izziv z Gregorjem za boxing meč. Jaz to, kar povem, tega se držim. Očitno si ti navadna copata v vajni zvezi, očitno nosi hlače Heidi. A najbolj mi pa smešen, ka folk prav, Anže, ti se še bojiš svoje lastne sence. Jaz sam ko to, da sem jaz edini v celi Sloveniji, ki sem javno povedal, da izzivam Gregorja Čeglaja na boxing meč z mano. A ja, pa vsi, ki pravite, da je to kao fake drama, ni fake drama. Jaz sem presegel na svojega očeta, da te bom nokavtiral, tako da se vidimo 31.3. Gregor, da dobiš batine, a ne? What? Bro, what are you talking about, man? Pa še to, on je zraven potegnil Heidi izven tega fajta, ker je vala ona njegova žena, ne? Tako da v bistvu sta odpadla 2 fajta kasneje, ne? In kaj je zdaj fora tega vsega denara, zakaj je to njemu tako hudo pomembno, ne? Prvo boli ga kurat za vas, za njegove fane, za njegove oboževalce, za njegove sledilce, dol mu visi, njemu je samo važno, da on neki denar tu potegne, kar v vsakem primeru bi, če bi držal eno rundo, ampak frajer je za neko svojo zadevo za štarto, hvala Bogu se je znajdel, ne, ampak ne vem, kako je z njegovim IQ-jem sploh mu kaj ratalo, izven promocije Perota, izven VBO Starfighta, si je začel svojo zadevo in je nekaj zaslužil, neki ok denar je zaslužil. Kupil si je novo Gucci torbico, ki jo nosi preko vrata, kot da ima ogrlico. In seveda na TikToku dokazuje, da je originalna, da ni fake, ne. Čeprav, ko ga je fan vprašal, kaj to imaš originalno, je dete rekel, ne vem, kje to pogledam. Ne vem, kje to pogledaš. Se, če kupiš v Gucci trgovini, ne,
pač te veš, da je originalna, ne? Ampak to zdaj sploh ni važno. V glavnem, Anže je navadna copata, navadna pičkica je, da je odpovedal fight in zaradi njega in pa Heidi je bil fight odpovedan. Zakaj? Se pa te Pero, se pa te lahko najdeš zamenjavo, bla bla bla. Ni tako enostavno, vam povem, zakaj ni enostavno, ker vi ste kupili karte, da se bo Laura tepla s Heidi, da se bom jaz tepel z Jušom in da se bo Anže tepel s Čeglajem. Zato ste vi kupili karte. Vi niste kupili kart, da se bo Laura tepla z neko tretjo, pa da se bo Čeglaj tepel z nekim četrtim. Ne. In to bi nas lahko prav flamali, nas roastali, kak nismo vrej izrihtali in je pol enostavno najboljše, da prekinemo fight. Je pa tu vsaj ena dobra stvar glede vsega tega, no, da bo pa po vsej verjetnosti, če ne bo Pero, rekel je Pero, da bo zrihtal vsaj neki mini eventek, da bo streamal, da se bomo jaz, pa Juš tepla, pa še eni drugi. Če pa ne bo on zrihtal, pa obljubim, da bom jaz zrihtal fight z Juškotom in mu tudi posnel video o tem, ali pa naredil live stream, whatever. V glavnem, nauk tega videa je, da je Anže navadna copata, največja slovenska pičkica, zaradi njega je bil fight odpovedan, ker se je pač posral. A ja, pa on še na njegovem TikTok liveu razlagal, kako ima on toliko denara, da ne bo rabo več v življenju nikoli delati. Stare mislim na 27 in to odrasl, naj bi bil odrasl, zrel, 27-letni moški razlaga, kako ne bo rabo v življenju več delati, da je toliko denara naredil. Prvo ni, ne? Ampak take gluparije ne bi govoril 10-letni fucking froc. Jaz poznam res bogate ljudi, ko imajo po 10 milijonov evrov, ne lažem vam, sem tudi z njimi naredil par kontenta, da ne bo pomote, ne? Oni niso nikoli govorili, kako ne bo nikoli več v življenju delali, kako ne rabijo delati, ker imajo toliko denara. Še danes delajo, od ponedeljka do petka še danes delajo, pa imajo po 10 milijonov evrov. Po 10 milijonov evrov, pa še danes delajo. Tu pa neki šmrkavec, ja lahko me rečem šmrkavec, pa sem jaz 18 let star, ampak ti si šmrkavec navaden, tu nekaj razlagaš, kako ne šla več v življenju delati. Nehaj, idi nekaj skuhati tvoji Heidi, ker Heidi je zdaj lepo na kavču, pogleda moj video, ti upa na kaj kuhaš, ono veš, kaj je že oni pas rabi, predpasnik rabi, ne? I lepo nekaj skuha dobrega, naj Heidi lepo gleda moje video, pa prosim, Heidi, vsaj ti bodi moški v familiji, no? Ker kako bo to pol, kot imela froca, kaj, mislim, prosim, enega moškega rabite v družini in to Anže sigurno ni, ne? Ma pa toliko denara, da več ne rabo v življenju delati. Me samo zanima, kdaj bo tega konc, pa bo bil, ja, s Heidi sva šla na razen, ker nimam več denara, ker imam pa 4 Gucci torbice, ki ne vem, če so real. Zresni se malo. Ta video sem posnel samo zaradi tega, da vam povem resnico, zakaj je VBO Starfight dvojkica bil odpovedan. Kaj me pa je najbolj pripravljalo do tega, da sem posnel ta video, pa je ta anketa, ki se mi ne zdi fair ta anketa. Zakaj? Poglejte Čeglaja, brata Čeglaja. Vi ste mislili, da zaradi njiju dveh bil fight odpovedan in je to čista laž. To je čisto od nasprotne resnice. Ona dva sta se po mojem najbolj borila, da bi ta fight šel skozi, da bi ta event šel skozi, najbolj trenirala in še bila zraven pri organizaciji. Vi se ne zavedate, koliko fucking truda gre v tako organizacijo, da je vse popolno. Res se ne zavedate. Vi mislite, da je to ful lahko, vse kar še denar. Ni tako enostavno. Če bi le bilo, bi imeli vsaki vikend to, bojte brez skrbi. Pa seveda, Juško ni nič naredil revež. Ja, vsi smo mislili, da bo odpovedal fight, da se je ustrašil, ampak dejansko je ded ostal do konca. Čeprav se je z monsterji polival na TikToku, ne vem, če bi mu to dalo boost pri fightu, ampak po moje ne. On je ostal celi čas. In potem še imamo Lauro, tudi ona je držala svojo besedo in močno trenira, tako sem že prej rekel. In se mi ne zdi fair do vseh onih, kaj ste jih obkljukali, obstiskali, bla, 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 ker so oni dejansko tu vložili največ truda zraven mene, ki sem se res tega veselil, da se bi lahko prvič v življenju in po mojem zadnjič tepel v hale Tivoli pred celo Slovenijo in nekaj ful svetovnega naredil za vas. Ne pa tako je bilo Anžetu vseeno za vas oziroma za svoje fane, ki ga boli kurat za svoje fane, ki ga boli kurat za čisto vse okoli, samo da on dela denar, pa da Heidi na kavču, pa da on lepo kuha, ker je pač copata navadna, ne? Loser. Ni važno. Ja, to je bil moj smisel tega videa, zato sem ga tudi posnel. Upam, da ste uživali ob tem, da ste zdaj ugotovili resnico, kakšen je Anže, vsi tisti, ki ga imate tako hudo radi, ki vam tako hudo pomaga. Ne, navaden smrad je, copata. Subscribajte se, lajkajte ta video,
idite na moj Instagram in TikTok profil Jack in the Box, Jack in the Box Slo in se vidimo naslednjič. Adijo!